Cenjene dame, spoštovani gospodje, dragi vsi zbrani, v veliko veselje mi je, da vas lahko danes prijazno pozdravim na prvi od dveh za krajevno skupnost Jernej izjemno pomembnih svečanosti, in sicer na otvoritvi ceste Pervec-Brezje. Ob 17:45 bomo še z eno otvoritvijo, in sicer otvoritvijo moderniziranega odseka ceste v Kolačnem, zaokrožili današnja slavja za krajevno skupnost Jernej. Dovolite pa mi, da ob tej priložnosti v naši sredini najprej najtopleje pozdravim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. In vašega predsednika krajevne skupnosti Jernej, gospoda Jožefa Dobrška. Pozdravljam pa tudi predstavnike izvajalcev del iz podjetja Gradnje Marguč iz Slovenskih Konjic ter predstavnike gradbenega nadzora iz podjetja SNG Janko Brecelj SP, vse predsednike in predstavnike sosednjih krajevnih skupnosti, predstavnike ostalih občinskih ter krajevnih organizacij, še posebej topel pozdrav pa seveda vsem vam, spoštovani krajani, ki ste svojo prisotnostjo počastili današnji slavnostni trenutek. Dobrodošli iz srca. Takole smo se ogreli s skladbico o Piki Nogavički in sedaj je čas, da spregovorimo tudi nekaj besed o zgodbi cestnega odseka, ki se danes pred nami odpira v svoji novi podobi. Še ne tako dolgo nazaj, v koncu 90-ih let, se je odsek lokalne ceste Pervec-Brezje moderniziral s tako imenovanim hladnim asfaltom, s čimer je cesta dobila asfaltno prevleko. Povečanje prometnih obremenitev v zadnjem 10-letnem obdobju, skromna priprava spodnjega ustroja, nezadostna širina in neurejeni jarki so povzročili hitrejše propadanje ceste. V zadnjem obdobju je bil ta odsek med najslabšimi v občini, zato je bila njegova modernizacija več kot nujna. V razmerah, ko se v občini izvajajo investicije, za katere se črpajo tudi evropska sredstva, pri čemer za manjše investicije skoraj da ne ostane nič, je modernizacija odseka lokalne ceste v dolžini 800 metrov in v skupni vrednosti 100.717 evrov precejšen zalogaj, ki pa je zdaj k sreči pod streho. Dela je od avgusta pa do oktobra lanskega leta izvajalo podjetje GMI d.o.o. iz Slovenskih Konjic, nadzor nad gradnjo pa je vršilo podjetje SNG Janko Brecelj SP. Glede na potek ceste skozi naselje in med kmetijskimi površinami, imamo opravka s cesto, ki povezuje krajevni skupnosti Tepanje in Jernej in predstavlja tudi najkrajšo povezavo s sosednjo občino. Besedi sedaj vabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Spoštovani predsednik sveta krajevne skupnosti Jernej, Jože Dobršek, krajanke in krajani. Resnično je v letošnjem letu iz tistega, kar je bilo uvodoma omenjeno, skoraj nič, pa vendarle nastalo dva odseka, praktično nekaj 100 metrov višje smo bili včeraj, danes smo tukaj, na tem mestu v Brezju, kjer je tale odsek v smeri proti Oplotniščici zadnjih nekaj let resnično ni več zaslužil imena cesta. In jaz se tudi živo spomnim odprtja novega mostu. Takrat smo se pogovarjali o tem, da bomo čez eno leto imeli nov asfalt. Pa vendar, tako kot je življenje nepredvidljivo, so tudi proračunski viri še bolj nepredvidljivi in še bolj hitro so upadali, kot smo si upali misliti in upali priznati.
Zato je danes en takšen poseben dan za vas in za vse, ki živijo v vzhodnem delu občine Konjice, ne samo za krajane Jerneja, tudi Ličnica in še od marsikod se vozijo po tele povezavi. Boste videli, ko bomo trak umaknili in umaknili zaporo, kakšen živ žal bo nastal. Iskrena hvala vsem, ki ste potrpeli toliko časa, da smo pokrpali ta dva cestna odseka. Hvala sodelavcu Branku Soviču na občinski upravi, izvajalcem del, gradbenemu nadzoru in pa seveda vam, da ste prenašali prah v času gradnje in vse ostale nevšečnosti, ki so ob takšnej priložnosti, kot je gradnja ceste, pač običajno. Tistim, ki pa prenašajo, je pač v tistem trenutku vsega dovolj že. Kakorkoli, jaz vam želim, da bi to cesto v takšnem stanju, kot je, zdravi, zadovoljni in predvsem pa varno uporabljali čim dlje. Srečno vožnjo vsem skupaj, danes pa prijetno druženje, vse se vidimo čez dobre pol ure na drugem koncu krajevne skupnosti Jernej, to je v Kolačnem. Tako, sedaj pa mi dovolite, da k prerezu traku povabim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Jožefa Dovrška, predsednika krajevne skupnosti Jernej in gospoda Roberta Leskovarja, podpredsednika sveta krajevne skupnosti, odgovornega za Brezje in Kolačno. Spoštovane in spoštovani, še drugič danes, za nekatere pa prvič, prav prisrčen pozdrav, tokrat tukaj v Kolačnem, ker bomo skupaj otvorili moderniziran cestni odsek Kolačno-Zafošt. V tem trenutku pa besedo predajam današnjemu gostitelju, predsedniku krajevne skupnosti Jernej, gospodu Jožefu Dobršku. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu kot predsednika krajevne skupnosti in v osebnem imenu pozdravljam župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška, vse krajane in vse goste, kot jih je že Tjaša omenila. Vesel sem, da se je danes zgodil ta dogodek, malo prej že v Brezju, zdaj še tu v Kolačnem. Verjamem, da je to ena velika pridobitev za krajane in Brezja in Kolačnega, saj ste se rešili prahu, ki ste ga dolga leta morali požirati. V istem trenutku bi se tudi zahvalil za vse vaše prispevke, namreč javno pot skozi naselje Kolačno ste tudi krajani sofinancirali in ostali del je bil sfinanciran s strani investicijskih sredstev, ki jih imamo po delitvenem ključu na KS-u. Skupna vrednost tega odseka je tam okrog 45.000 evrov, za cesto skozi Brezje je pa šlo direktno iz občinskega proračuna, ker tisto je lokalna cesta. Še enkrat bi se zahvalil vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, pomagali. Bilo je tudi precej zapletov, dolgo smo čakali in na ono in na tole cesto, ampak danes sem res vesel, da je ta dogodek, da smo dočakali ta dogodek, pa želim vsem skupaj, uporabnikom in krajanom, da bi se varno in dolgo
vozili po tej cesti, ki bi združevala, ne pa ločevala. Hvala. Sicer pa krajevna skupnost Jernej je po površini druga največja krajevna skupnost z dobrimi 23 kilometri javnih poti, za katere je zadolžena, da jih vzdržuje. Izrek asfalt v vsako vas za naselje Kolačno res drži. Čeprav je to naselje že pred leti dobilo asfaltno prevleko, je po delu naselja cesta še do nedavnega bila v makadamski izvedbi. Čeprav bi si vsi želeli, da bi bila posodobitev v enem kosu, potekajo investicijsko vzdrževalna dela, kot je v zadnjem času običajno po etapah. Tako je prva etapa zajemala posodobitev ceste skozi strnjeno naselje v območju objektov. Za nadaljevanje posodobitve ceste ostaja še približno 700 metrov. Z gradbenimi deli se je pričelo v jeseni 2013. Takrat se je pripravil spodnji ustroj ceste in zgradili so se elementi odvodnjavanja. Zaradi prihodkov in obveznih odhodkov v proračunu se višina investicijskih finančnih sredstev za krajevne skupnosti ne more zagotavljati v takšni meri, da bi se lahko v enem letu obnovil odsek ceste. Zato se je v letošnjem letu gradnja 350 metrov dolgega odseka ceste zaključila. Sredstva za modernizacijo odseka ceste Kolačno-Zafošt v višini 42.213 evrov so se v 2 letih zagotovila iz investicijskih sredstev namenjenih za krajevno skupnost Jernej, del sredstev pa ste financirali tudi domačini, ki ste s tem pripomogli k izboljšanju prometne infrastrukture na območju vaše krajevne skupnosti. Sedaj pa je čas, da k besedi povabimo župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Spoštovane gospe in gospodje, krajanke in krajani Kolačnega, gostje. Pišemo leto 2014 in stojimo prvič v tem delu Kolačnega na črni prevleki na asfaltu. To, kar je marsikje povsem normalna stvar, že nekaj desetletij se s tem marsikdo sploh ne vpraša, ali bojo imeli asfalt ali ne, je v bistvu šele v letošnjem letu uspelo, da ste ga pripeljali tukaj med te hiše v to čudovito okolje. In ko sem poslušal napoved in tudi vašega predsednika Jožeta Doberška, da ste tudi sami prispevali sredstva, da ste le prišli do tega asfalta. To kaže na to, da je v vas še vedno velika želja, da si uredite tiste najosnovnejše stvari in prispevate sredstva, kar nekomu v Ljubljani, Mariboru ali pa v Konjicah danes niti na misel ne pride, da bi kakšen evro primaknil, da bi imel novo asfaltno prevleko. Kaže na to, da je danes veselje izjemno veliko in kaže tudi na to, če malo pomislimo na zgodovino dogajanja okrog te ceste, da je potrebno storiti prvi korak, če hočeš priti do tistega cilja. In kar nekaj takšnih stopinj, drobnih korakov je bilo storjenih v zadnjih nekaj letih, za kar bi se še posebej rad zahvalil nekomu, ki ga danes ni tukaj, to je našemu upravniku Zdenku Planklu, mu bojo naši sodelavci prenesli, kajti z veliko mero iznajdljivosti, znanja in pa tudi vztrajnosti smo prišli do tega, da smo imeli podlago, zemljišče, kamor sploh lahko ta asfalt položimo. Jaz vam želim, da se vam ta želja, da pridete do najkrajše povezave proti Dražji vasi in Konjicam čim prej uresniči. To cesto pa uporabljate zdravi, zadovoljni, predvsem pa varno jo uporabljate in kot je že Jože rekel, naj vas ta cesta združuje, povezuje, radi hodite drug drugemu kot sosedje in skupaj potujte po svetu.
Za danes pa verjamem, da bo eno prijetno druženje. In napočil je čas, da prerežemo trak ter cesto tudi uradno predamo njenemu namenu. K prerezu traku sedaj vabim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Jožefa Dobrška, predsednika Krajevne skupnosti Jernej in gospoda Roberta Leskovarja, podpredsednika Sveta Krajevne skupnosti, odgovornega za Brezje in Kolač. Thank you.